Teniški navdušenci in navdušenke, prav lepo pozdravljeni, nov teden, nov Facebook pogovor. Tokrat je v naši družbi Katarina Obranović iz Tenis Slovenije, ki je vodja nacionalnih turnirjev, UTR turnirjev in pro tenisa. Katarina, lep pozdrav. Pozdravljeni. Mogoče čisto za začetek, da poveš nekaj besed o sebi, glede na to, da si živela skorajda že po celem svetu. Kako je to, da si prišla nazaj in pristala v tenisu? Ja, res me je pot vodila že kar v nekaj držav, in sicer po končani gimnaziji sem odšla v študij v tujino, najprej v Birmingham, v Veliko Britanijo, kasneje na magisteriju v Sydney. Študirala sem politične vede in sem kasneje tudi delovala v globalnem političnem prostoru. Od Velike Britanije, Avstralije, evropskih služb v Bruslju, Berlinu, Kanadi. Tako da sem že kar nekaj dala skozi, kar je super. Po nekako 14 letih sem se odločila vrniti lani v Slovenijo in si tukaj zdaj ustvarjam dom. Tako da pri delu na Tenis Sloveniji nekako povezujem ljubezen do tenisa, ki je že od malih nog, s strokovnimi znanji in kompetencami, tako da želim se, da bi s svojimi mednarodnimi izkušnjami pri Tenis Sloveniji in vodenju kar najbolje doprinesla k še boljši organiziranosti slovenskega tenisa. Ker res verjamem, da je nekako šport v teh časih gonilo razvoja. Zdaj pa si torej pri Tenis Slovenija vodja nacionalnih turnirjev UTR in pro tenisa. Zanima pa me danes predvsem to organizacija regijskih satelitskih turnirjev. Od kje ta ideja? Kot vem, je ideja se poraja med klubi, med igralci in tako naprej že kar nekaj let, vendar ta projekt ni nikoli vzletel tako, kot bi si želeli, tako klubi kot verjetno Tenis Slovenija. Tako da se želimo prilagoditi željam, potrebam, pričakovanjem naših članov, tako tekmovalcev, trenerjev, kot tudi klubov. Zato bomo v letošnjem letu pričeli z organizacijo regijskih teniških turnirjev, torej regijskih satelitov. Ti bodo prilagojeni igralcem, ki ne želijo tekmovati na turnirjih nacionalnega nivoja. Pri tem pa bomo poskrbeli, tako mi kot organizator, da se bodo merili s primerno kvalitetnimi nasprotniki, da se bodo zabavali, pa bili predvsem časovno učinkoviti. Kot ime pove, bodo ti turnirji nekako potekali v različnih regijah po Sloveniji, da ni velikih selitev iz Maribora v Ljubljano ali pa v Koper. Tako je. Cilj je, kot sem rekla, otrokom popestriti teniško vadbo, s tem, da jih ne bomo peljali v druge konce Slovenije, ampak bodo za to organizirani sateliti, kar pove že ime, v različnih regijah Slovenije. Tako da od Primorske, Gorenjske, Osrednjeslovenske, Dolenjske, Savinjske, Koroške, Štajerske in Pomurske. Prej si omenila, da bodo razdeljeni po znanju, kaj pa po starostnih kategorijah, kako boste malce, če opišeš? Tako, razdeljeni bodo v 6 kategorij. Zdaj klub, organizator bo določil, katera kategorija je najbolj primerna za njihovo okolje, v smislu, katerih igralcev je največ in tako naprej. Ampak načeloma bomo organizirali mini, midi in maxi tenis, torej midi od tam 6 do 9 let, midi tenis od 8 do 11 let in maxi tenis 9 do 12 let. Vse te 3 kategorije se bodo igrale s primernimi žogami, torej mini z rdečo, midi z oranžno, maxi zeleno. Potem pa bodo prešli naslednje kategorije z normalno žogo, torej do 12 let, do 14 in nad 14, torej do 12 let bodo lahko prijavljeni igralci od 9 do 12 let, do 14 let od 12 do 14 let in nad 14 let od 14 do nekako 18 let. Ja, nekaj si torej že povedala o formatu, kako bodo potekale prijave. Tu verjetno pomaga ta UTR sistem, o katerem smo že nekajkrat govorili. Torej, na satelit turnirje se bodo lahko prijavili samo igralci z UTR jakostjo od 0 do 1 ali nerangirani, to so tisti, ki imajo v UTR profilu tak UR znak v desnem zgornjem kotu, torej unrated. In sicer res je, UTR platforma je zelo bogata, inovativna in nam omogoča tudi uradno vodenje
teh satelit turnirjev, kjer lahko omejimo jakost igralca. Tako da s pomočjo UTR platforme bomo lahko organizirali v letošnjem letu tudi te turnirje. Prvi sateliti se bodo odvijali, če se ne motim, že konec januarja. Katere regije bodo imele katere kategorije? Ja, res je. Torej 22. januarja bo prvi organiziran regijski satelit, torej po vseh slovenskih regijah, in sicer v osrednjeslovenski regiji bosta organizatorja LTA in Max Ljubljana. Tukaj bodo organizirane vse kategorije, torej vseh 6. Na Dolenjskem bo Krka Otočec organiziral kategorije mini, midi in maxi tenis. Potem na Primorskem bo teniški klub Proten organiziral vse kategorije, torej vseh 6 tudi. Enako v Pomurski, kjer bo teniški klub Murska Sobota organiziral vseh 6 kategorij. Potem pa imamo Savinjsko regijo, kjer bo Teniška akademija Coken organizirala mini, midi in maxi tenis. In pa Koroška, kjer bo teniški klub 96 v Slovenj Gradcu organiziral do 12 in do 14 let. Tako da ogromno priložnosti za igranje in upam, da se bodo tekmovalci oziroma igralci v čim večjem številu tudi udeležili. Katarina, hvala lepa, da si si vzela čas za vse prepotrebne informacije. Če kdo kaj ne ve, pa te lahko pokličejo, kaj ne? Tako je. Smo vedno dosegljivi in z veseljem odgovorimo na kakršnakoli vprašanja.